Spoštovani gostje, lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli na posvetu Potrošnik državljanov v digitalni dobi, kje postaviti mejo. Dogodek je ob predstavitvi kampanje Pošti pismo. Več informacij tudi sami lahko se ogledate na prosojnicah na levo, tam je tudi navedenih nekaj dejstev. Te prosojnice se bodo vrtele tekom celotne diskusije. Kot vemo, je digitalizacija danes pravzaprav že postala stalnica, ima svoje prednosti, ima tudi svoje slabosti. Danes se bomo tukaj pogovarjali malce drugače o digitalizaciji, kot se običajno pogovarjamo, namreč poskušali bomo ugotoviti, kje pa je mogoče diskriminatorna digitalizacija. Recimo do ljudi, ki ne zmorejo, starejši, bolni, kakšnega opravila sami storiti, ki ne morejo, ker nima interneta, ali pa nočejo zaradi varnosti, slabih izkušenj in tako naprej. S tem se namreč ukvarja kampanja Pošlji mi pismo. Cilj kampanje je doseči, da se potrošnikom ponudi možnost izbire, na kakšen način bodo obveščeni, papirno, digitalno ali mogoče celo oboje. Tisto, kar želimo posebej poudariti danes je, da je vprašljivo, če je izbira papirnega načina takšna, da dodatno finančno obremeni potrošnika ali pa da je zaradi tega mogoče obveščanje potrošnika tudi manj pogosto kot je sicer. Naj predstavim današnje goste danes tukaj na posvetu z menoj. Gospa Jasmina Mešič, SICERT, Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. Dobrodošli. Lep pozdrav. Alenka Reisner, predsednica Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri ZDUS-u, Združenju društev upokojencev Slovenije. Boštjan Okorn, Zveza potrošnikov Slovenije. Pozdrav. Marjan Turk, direktor Direktorata za informacijsko družbo pri Ministrstvu za javno upravo. Gospod Marjan Osvald, direktor področja za mednarodne odnose Pošte Slovenije in gospa Petra Prebil-Bašin, predstavnica ustanoviteljev kampanje Pošlji mi pismo. Dobrodošli vsem skupaj. Mogoče samo nekaj za začetku iztočnic z moje strani, potem je pa čim več se sami pogovarjali med sabo, da se čim bolj izmenjamo mnenja. Danes je več kot 3 milijarde ali 40% svetovnega prebivalstva že na spletu. Za primerjavo, leta 1295 je internet uporabljal samo 1% prebivalstva. Seveda bo število še naraščalo. Telefon je potreboval 75 let, da je dosegel 50 milijonov uporabnikov, Facebook 1 leto, Instagram 6 mesecev, Pokemon Go pa nekaj več kot 1 mesec. To je recimo par istočnic, zato kako hitro se danes svet vrti. Vprašanje je seveda, ali smo pripravljeni na takšno hitrost digitalizacije. Medtem, ko imamo potrošnike nedvomno korist do dostopa do sodobnih tehnologij, je pa seveda tudi verjetno tudi mnogo pasti in drugih vprašanj, kar zadeva uporabnike in potrošnike, predvsem recimo na področju zaupanja in varnosti. Vprašanje je seveda, kako varni smo sploh na internetu, posamezniki, kot podjetja in tudi kot država. Digitalizacija pa lahko tudi diskriminatorna, lahko pride do omogočanja dostopa do pomembnih informacij na različnih ravneh, kot so računi, pogodbe, bančni spiski, le v elektronski obliki, kar pa seveda lahko pomeni tudi za starejšo populacijo ali pa predvsem za ranljive skupine tudi težavo. Pod narekovaji bi celo lahko dejali, tudi sami se vsak dan srečujemo s tem, da nekateri ponudniki lahko tudi pod narekovaji, seveda povem, silijo potrošnike na e-poslovanje ali e-sodelovanje, tudi pod pretvezo, da je takšno dejanje bolj okolju prijazno in s tem elegantno prevalijo strošek na posameznika. In tukaj se bo pojavljalo tudi seveda vprašanje ranljivih skupin, tistih manj močnih in digitalizacije. Toliko mogoče za uvod, zdaj bi pa kar začeli diskusijo, ker imamo tukaj dosti eminentne goste, ki znajo in vedo veliko o tej problematiki. Pa bi začeli z gospo Jasmino Mešič mogoče. Za začetek, vi se ukvarjate z obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. Ali je po vašem mnenju ali po vaših izkušnjah povprečen potrošnik, govorimo zdaj povprečnih, zaenkrat ne še o ranljivih, dovolj zaveščen in sposoben za poslovanje na spletu oziroma kako odgovorno ravna z osebnimi podatki? Jaz bom čim bolj konkretno skušala iz naših podatkov statistike odgovoriti. Bom rekla, da mogoče se ljudje bolj zavedajo tudi s takimi kampanjami, tudi mogoče s programom ozaveščanja varnosti na internetu, da
mora biti previdni za vsak okenček, ko ga izpolnijo na spletu, zakaj je potrebno izpolniti, ali gre tudi za varno povezavo. Stopnja zavedanja je mogoče višja, ampak še vedno imamo pa težavo in mislim, da se te težave ne bomo še nekaj časa zvedili, so pa razne nagradne igre. Tu mislim predvsem Facebook, neke razne vabe v neke SMS klube, kjer ljudje, bom rekla, zelo lahko miselno dajo, pišejo svojo telefonsko številko v zameno za neko obljubljeno nagrado, ki pa seveda nikoli ne dobijo. Se mi zdi, da še vedno smo v Sloveniji dosti lovci na nagrade, tu v bistvu dosti upravljamo ta izraz, kjer v zameno za neko nagrado, pa naj se zdi še tako neverjetna, samo za en klik bomo dali marsikater podatek. Tu se res trudimo čim bolj izobraževati ljudi, bom rekla, uspeh je tak, da še vedno se bojo pojavljale igre tipa brezplačna vinjeta, brezplačen iPhone in se mi zdi, da ne vem, tega mogoče te neke lahkovernosti ne bomo kar tako pri ljudeh spremenili čez noč. Na drugi strani pa bomo mogoče izpostavljati težavo, ki je pa bolj resna. Na drugi strani pa, če želimo praviti nek spletni nakup pri nekem trgovcu konkretno, smo popolnoma prepuščeni njemu, koliko on od nas zahteva podatkov, če želimo sploh opraviti nakup. Torej, obseg podatkov je tak, kakršen trgovec želi in ko enkrat opravimo nakup, podamo te podatke, pa je, bom rekla, vse izven našega dosega, kaj še lahko storimo in popolnoma odvisno od tega, kako spletni trgovec varuje naše podatke. Tu več ni odgovornost strani potrošnika, ampak je izključno na strani, bom rekla, ponudnika storitve trgovca, da seveda zaščiti potrošnika. Zdaj, naše izkušnje so take, veliki trgovci imajo to zelo dobro urejeno, se mi zdi, da je nepotrebno strašiti ljudi, ne nakupujejo prek spleta, ker slovenske trgovine, bom rekla, so v večini varne, poskrbijo za varovanje podatkov. Težava so mogoče manjši trgovci, kaki SP-ji, mogoče kar čez noč postavijo neko spletno trgovino, mogoče to neka dodatna dopolnilna dejavnost in se ne zavedajo v bistvu posledic svojega ravnanja nekega neodgovornega s temi podatki. So tudi primeri v bistvu vdorov neke baze podatkov, še vedno, bom rekla, ni dosti tega zavedanja, da mora biti varne povezave HTTPS. Mi skušamo tukaj čim bolj izobraziti potrošnike, ne bojo sami previdni, kam opisujejo številko kreditne kartice, ampak se pravi, na drugi strani pa trgovec tisti, ki mora maksimalno poskrbeti za zaščito teh podatkov in da je celotna uporabniška izkušnja, da je predvsem, da je varna. Tako da bi se rekla, da tukaj je še dosti delano. Ne samo lastniki spletnih trgovin, nasploh upravljavci spletnih strani v Sloveniji, mogoče se premalo zavedajo te odgovornosti, ki jo nosijo, ko postavijo neko spletno stran, ko jo predstavijo svetu. Gospod Goran, kakšne prijave o zlorabi na spletu strani slovenskih potrošnikov denimite? Ja, na Zvezo potrošnikov Slovenije se ljudje v glavnem obračajo takrat, ko jih, bom rekel, dali po žepu, ne. Se pravi, ko dobijo račun, ki je nenavadno visok. V preteklosti je bilo ogromno SMS klubov, predvsem v času, ko smo recimo prešli iz tega minutnega obračunavanja telefonskih klicev na obračunavanje v paketih, ko so ljudje približno vedeli, koliko naj bi plačali, so kar naenkrat ugotovili, da plačujejo 5-10 evrov več. Se pravi, predtem so se v glavnem obračali k nam, ko so bile razlike res velike, tudi 50, 100 in več evrov, povezane takrat bolj s tujino kot z domačimi, ampak ko so se pa začele pojavljati te nižje cene, bom rekel, paketnih storitev v mobilni telefoniji, so pa začeli ugotavljati, da so kar naenkrat neki dodatno plačljive storitve zraven, ki jih načeloma niso naročili. In tam smo se pravzaprav prvič srečali s tem pojavom zaupanja, ki ga praktično bi ga radi imeli, pa ga v resnici nismo mogli spromovirati. Se pravi, ko so se ljudje pritožili, ali pa smo se tudi mi v njihovem imenu, smo nazaj dobili na eni strani, da je to tuji ponudnik in da ne moramo več, oziroma naša inštitucija ga ne more kaznovati in tako naprej. Na drugi strani smo pa dobili še ta odgovor, če se je uporabnik odklikal oziroma potrdil splošne pogoje. In jaz mislim, da je že takrat, bom rekel, nekako bi pričakovali, da bi zakonodajalec, regulator, kdorkoli skočil zelo hitro v zrak in poskrbel za to zaupanje, ker vsezadnje tudi, ko pridemo v trgovino in gremo skozi blagajno in nam recimo blagajničarka, ne vem, ponudi kakšen izdelek, takrat ne pričakujemo, da bomo zdaj zaradi nakupa tega izdelka pa nekaj dodatno plačevali. No, to se je točno tam dogajalo. Mislim, da je bila najbolj taka bizarna izkušnja, je bila dejansko, ko so ljudje, ki so reševali križanke in to počeli že vrsto let, pošiljali rešitve, pač, ker je bila v vrstici napisano, da morajo dati tudi telefonsko številko, so jo dali, najbrž v dobri veri, da bodo jih bo nekdo obvestil, da so dobili nagrado ali pa pravilno rešili.
v resnici se pa s tem članili v SMS klub, kar nima ne veze, ne s telefonom, ne s križanko, z ničemer. Skratka, tukaj je šlo za en tak zelo tak transparenten način goljufije, če tako rečem, ki pa ni bila nikoli resno kaznovana. Zdaj, v zadnjem času bi jaz rekel, da je teh zadev vendarle nekaj manj, čeprav še vedno kakšen manjši valček pride, ko prej se je stvar pojavila, pa smo začeli na veliko obveščati, pa se je utihnila in prišla na kakšen nov način ven. Smo pa, bom rekel, tudi v okviru Svetovne potrošniške organizacije ravno letošnji dan potrošnikov, ki je bil prejšnji teden, 15. marca, namenili temu z veliko napisano zaupanje. Ker jaz mislim, da je to tisto, kar si želimo v sodobnem svetu in jaz upam, da bo zakonodajalec, bom rekel, ne mogoče to hitro, kot se je Pokemon pač razširil na hitro, ampak da bo tudi poskrbel malo hitreje, da se bo ta regulativa vzpostavila in da se bo točno vedel, ko ti potrdiš splošne pogoje, kaj v teh, oziroma česa v teh splošnih pogojih pa nikakor ne sme biti. Ker do zdaj se je pač dogajalo in se še vedno dogaja, da se praktično prodamo. No, mislim, čisten zelo tak zanimiv primer je tudi naši norveški kolegi so se s tem zelo veliko ukvarjali in so ugotovili, recimo, da ko se ljudje prijavljajo eno od storitev za iskanje, bom rekel, partnerja ali pa sorodnih duš, no, kakorkoli hočete, da so vse slike, ki jih tam oddajajo, se pravi profilna slika, pa vse slike v sebi, da so praktično izgubljene z njihove strani, se pravi, da preidejo v last ponudnika aplikacije, ki jih lahko mirno prodaja naokrog. Mi smo tudi takrat objavili zanimiv video, ki kaže, kako so te slike se prodajale po tržnicah, recimo v analognem svetu, če tako reče, in so se vsi čuli, kako je to možno, da je zdaj tam neka moja slika, ampak dejansko smo želeli pokazati s tem videom, da si se odrekel zasebnosti, ko si želel uporabljati to storitev, oziroma si najdel neko, bom rekel, v dobri veri jo uporabljal, v resnici pa dejansko se spotaknil v tako zelo čudno zadevo, ki je v analognem svetu nismo poznali. In jaz mislim, da je tukaj govorimo sicer vedno o ranljivih skupinah in starejših in tako, ampak na koncu smo mi to vsi, ne samo in nobeden od nas nima časa vsega tega razmišljati, marsikdo od nas je že potrdil nekaj, česar si zagotovo ne bi, če bi malce bolj razmislil, ampak v digitalnem svetu očitno vse mogoče in želimo si, da to ne bi bilo več. Jaz bom govoril brez mikrofona, se dovolj dobro slišimo, ne? V redu je. Vas bom pa dal mikrofon, tako da vi boste bolje slišali. Gospa Petra Prebil-Bašin, veliko je tudi včasih ne samo govora o zlorabah, ampak tudi o tem, da je recimo papir bolj uspešno, kaj je bolj ekološko tudi, pa tako naprej, ampak to ni moje vprašanje, da sem malo istočnice glede teh nasprotovanj povzel. Bolj me zanima v bistvu, s čim se ukvarja kampanja Pošlji mi pismo, ali je to proti-digitalna kampanja, ali pa je to v bistvu kampanja za ozaveščanje potrošnikov? Kampanja Pošlji mi pismo ni proti-digitalna kampanja, zavedamo se seveda, da je to del našega vsakdanja časa, v katerem živimo. In če je varnost na internetu splošen problem, potem kampanja Pošlji mi pismo opozarja na to, kar bi mogli pomisliti že prav na začetku. Torej, da so med nami tudi skupine potrošnikov, ki so že bile omenjene, torej tisti, ki ne znajo, tisti, ki ne morejo in tisti, ki nočejo uporabljati računalnika in interneta. In kampanja Pošlji mi pismo se zavzema za to, da bi potrošnik se lahko sam odločil za način, na kakšen način bo prejemal pač ključne informacije, ali gre za račune, bančne izpiske in druga pač obvestila. Gre za kampanjo, ki je v bistvu povzeta po vseevropski kampanji Keep me posted EU in se v bistvu je reflektirala tudi že v mnogih državah članicah. V bistvu izhaja iz Velike Britanije, je pa prisotna pač po večini Evrope, pač pod nekim svojim sloganom in cilj kampanje je pač zaščititi potrošnikovo izbiro o načinu obveščanja, pač, ki bi mu mogel pripadati pač, rekla, po zakonu. Zato je tudi v Sloveniji pač cilj naše kampanje, da bi v osnovni zakon o varstvu potrošnikov, torej zakon o varstvu potrošnikov, pisali pravico potrošnika do izbire, na kakšen način želi biti obveščen. Ja, dejansko se dogaja v zadnjem času, da predvsem ponudniki telekomunikacijskih bančnih storitev potrošnike silijo v elektronski način poslovanja s pretvezo, da je tak način bolj okolju prijazen.
S tem pa v bistvu elegantno prevalijo strošek tiskanja računa obvestila na potrošnika. Vendar je seveda razprava o tem, kaj je bolj ekološko in neko zelo dolga in tukaj na tem mestu sploh ne bi prišli do konca zgodbe. Bistveno je torej, da se potrošniku ponudi izbira, ali želi elektronsko, digitalno in da ga pač klasičen način ali katerikoli način ne sme dodatno stati. To je bistvo. Hvala. Gospod Turk, vi prihajate iz direktorata za informacijsko službo MJU. Zdaj, sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju plačilnih storitev za proračunske upravnike se bistveno bolj poslušujejo e-poslovanje z državo. Celo nekateri pravijo brezpogojno, brezpapirno elektronsko poslovanje. Po drugi strani imamo pa predvsem gospodinjstev, tudi kmetij, kot poslovnih subjektov, ki sploh še nimajo dostopa do interneta. A je kaj pritožb? Zdaj, teh konkretnih podatkov nimam, ali je tukaj prišlo do kakšnih pritožb oziroma v kateri smeri gre tu razprava, ampak digitalizacija kot taka resnično v temeljih spreminja določena družbena razmerja, načine delovanja, načine poslovanja, na koncu koncev tudi načine, kako uporabniki dostopajo do nekaterih storitev, proizvodov, kako živijo, kako se zabavajo. In v takem okolju gre res za tako temeljite spremembe oziroma tako hitro se dogajajo v zadnjem desetletju in pol, da je zelo težko v vseh skupinam prebivalstva zagotoviti in infrastrukturo in znanja in druge možnosti, da bi enakopravno dostopali do teh produktov, storitev, trgovine in tako naprej. Ko so pred desetletji, ko se je začelo govoriti o razvoju informacijske družbe, se je predpostavljalo, da bo informacijska družba tista družba, ki bo bolj vključujoča kot klasična papirna družba oziroma kot družba, v kateri se posluje, v kateri se živi na te klasične načine. Pa se je izkazalo, da gre ravno pri tej digitalizaciji in intenzivni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, da prihaja do dodatnih problemov, ki so povezani z neznanjem, se pravi z kompetencami, digitalno pismenostjo, da prihaja do razlikovanja pri dostopu do infrastrukture, do informacijsko-komunikacijske opreme, ki omogoča koriščenje teh prednosti oziroma teh storitev. Začelo se je govoriti o problematiki tako imenovane e-vključenosti in v zadnjih 15 letih se je stanje na področju e-vključenosti tudi v Sloveniji bistveno izboljšalo. In digitalizacija kot taka ni enkratni dogodek, ni Big Bang pristop, ampak je nek zvezni prehod v neko bodočo digitalno družbo, v kateri bodo skoraj da vsi, verjetno pa nikoli vsi, ker na koncu ena določena skupina prebivalstva oziroma odstotek ima vedno averzijo do neke uporabe določenih tehnologij, v tem konkretnem primeru informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ampak velika večina bo pa izvorno digitalno pismena, imeli bodo dostop do informacijsko-komunikacijske infrastrukture in se bodo lahko na enakopravni osnovi vključevali v te sodobne tokove. Zdaj, čeprav razumem današnji sestanek oziroma to okroglo mizo, gre tukaj za vprašanje, kako hitro je ta prehod oziroma kako tistemu preostanku prebivalstva, ki ima verzijo do teh tehnologij, do uporabe tehnologij ali pa nima infrastrukture ali trenutno nima znanja, kako te skupinam prebivalstva omogočiti vključenost v družbo. Seveda, vključenost jim je treba omogočiti v družbo. Lahko tukaj govorim z vidika storitev javne uprave, javnega sektorja. Nedopustno bi bilo, da bi država rekla, te storitve so na voljo samo na elektronski način in nas ne zanima, kako jih uporabljate. Ker določeni bi si lahko recimo izbrali nekatere posrednike, določeni pa ne, ker ne bi bili niti obveščeni in tako naprej.
Skratka, država ima to pred očmi, ko razvijamo te storitve, je pred očmi demokratični pristop, da je potrebno poskrbeti, da ne glede na to, da je pred nami nek cilj brezpapirnega elektronskega poslovanja, ki bo učinkovito in stroškovno, cenovno tudi učinkovito, da je potrebno poskrbeti, da pa tudi tisti državljani, ki so izključeni iz teh procesov, sedaj in tudi v prihodnje ne bodo izključeni. In tu prihajamo do tega, da so okenca na upravnih enotah še vedno živa, da še vedno se obvešča tudi papirno. Na koncu koncev tudi banke, ko so uvajale med prvimi temi poslovnimi področji elektronsko bančništvo, so imele največ težav ravno z motivacijo svojih komitentov, da so začeli uporabljati elektronsko poslovanje. Za banke je to izrazito cenovno učinkoviteje, kot vzdrževati, ne vem, toliko in takšno in drugačno število bančnih okenc ali pa omogočati res neko kvalitetno storitev elektronskega bančništva. Ta proces je bil izjemno počasen in banke so vložile vanj izjemno veliko denarja, predvsem pa v digitalno opismenjevanje svojih bančnih komitentov. Tukaj seveda potem pridemo do problema zaupanja, do problema kibernetske varnosti in tako naprej. Sem še, da zaključim, prav gotovo bo ta proces je nepovraten, ne verjamem, da bo papirno poslovanje v celoti kdajkoli ukinjeno, ampak izvorno digitalnimi generacijami, ki prihajajo, je tega poslovanja vsem manj in verjetno je ta proces irreverzibilen. Gospa Rajznarjeva, vi prihajate iz Združenja Zveze društva upokojencev Slovenije, da povečujem. Kakšne so pa vaše izkušnje? Ker vi pa prihajate iz te populacije, o kateri ste vi na koncu govorili, ki je verjetno skoraj na največjem obsegu nekako ponarekovaj izključena iz digitalizacije. Zdaj, če govorim osebno, jaz sem daleč od tega, da sem izključena, ker sem bila celo življenje v informatiki. Tako da imam čas malo težave razumeti, zakaj je nekdo izključen, oziroma zakaj se nekdo tega boji. Zdaj, če gledam pa stališča Zveze društva upokojencev, seveda predstavlja veliko populacijo, to 600,000 starejših ljudi, ki so v pokoju, seveda niso vsi včlanjeni v naši zvezi oziroma v društvih. Tukaj je pa marsikaj, ne? Če živiš v mestu, je še nekako lažje, če živiš na deželi, je že veliko težje. Ljudje niso nikoli imeli dostopa do informacijske tehnologije, nimajo zaupanja. Marsikdo pravi, jaz imam tisto hranilno knjižico, tisto bogo penzijo, ki dobim, grem v banko, se lepo oblečam, še koga srečam, ali klepetam. Ne zaupajo ravno ta varnost na spletu. Tudi, recimo, mi smo tudi neke projekte delali, pa ne točno iz tega področja, ampak ljudje, ki niso rastli gor s spletom, ne znajo razmišljati pospletno, po korakih, da nekaj vneseš, pa se nekaj zgodi. In te se lahko še toliko učijo računalništva in ne vem česa, tega ne bojo nikoli dojeli. Poleg tega so te storitve, to ni tako enostavno, konec koncev moraš imeti certifikat in vse tisto in to je, moram reči, tudi dobro, jaz to uporabljam že od prej, meni to ni težko, ampak če bi pa zdaj začela z nekim digitalnim certifikatom se obadati, pa z neko elektronsko zemljiško knjigo, naprimer, kar celi postopki, ali pa s temi upravnimi postopki, ki so na portalu, poleg tega, da ni navodil za celoten postopek, itak ne. Zdaj starejši jaz razumem, da se tega bojijo, da imam toliko malo s tem opravka. Znajo mogoče še kakšen mail poslati in poti pošljejo v blazne priponke po 5 mega in več, da spet glava boli, ne. Ampak da bi se pa spustili, ne vem, v elektronsko bančništvo, si težko predstavljam, da nekdo, ki se s tem ni v življenju ukvarjal prej, da bo kar tako. Poleg tega še velik problem, dobro, eno je tole papirno poslovanje, kot sem videla, ste anketirali ljudi do 60 let naprej, pa ne, če sem prav videla, ne. So podatki Sursa? Sursa? Aha, prav. Namreč skupina nad 65 let v Sloveniji ni obravnavana kot sploh, da bi bilo treba karkoli izobraževati. To je prepuščeno lokalnim skupnostim pa kakšnim projektom. Kaj pa vsi tisti, ki so nad 65, pa mogoče kaj do 90, kaj bojo pa oni? Ker tudi med upokojenci so vsaj 3 generacije, če tako pogledaš. Pa so mlajši, pa so srednje, pa so prav to stari, pa
Pa zdaj to poznavanje ni tako odvisno od starosti. Eni so bolj tehnično podkovani, eni radi raziskujejo, eni ne, eni to sploh ni pomembno. Še večji problem mogoče kot tole, malo je ena naša novinarka raziskovala, ker smo imeli na festivalu za tretjo življenjsko obdobje leta 2015, smo imeli mi pač eno okroglo mizo, e-storitve in starejši. In takrat je tudi ena naša pokojna novinarka malo raziskovala. Še mogoče večji problem kot to je, da upravne enote pravzaprav po manjših krajih svoje izpostave ukinjajo, oziroma jo mogoče enkrat na teden, 2 uri. To je vidno tudi v Kamniku, sem iz Kamnika, pa to ni tako majhen kraj. Tam je recimo davčna uprava samo enkrat na teden še, par ur ne. Mislim, kako ne zdaj starejši upravlja svoje posle, če niti v svojem kraju tega ne more upraviti, a mora taksi vzeti, a mu mora en domač pomagati. Mislim, sam papir mu tudi ne bo pomagal. Vse skupaj je problem za starejše sigurno bolj kot za ostale, ker je tukaj pa ta populacija skoncentrirana. In mi smo do zdaj bolj razmišljali o tem, kako jih čim bolj pač dejansko izobraziti, da bodo lahko jih usposobiti. Razmišljali smo o nekih točkah, kamor bi oni lahko prišli, pa bi z računalnikom se lahko tam ukvarjali, pa bi jim nekdo pomagal. Seveda vsi nikoli ne bojo, ker mi tega razvoja, čeprav Zveza društva upokojencev, to ni reakcionarna ustanova. Tudi mi vemo, da digitalizacija je nujna in da je to, če cel svet gre v to, valjda ne bo Slovenija zdaj tam stala, zato ker je to veliko upokojenih ljudi. Nujno je tudi, da gre razvoj naprej. Mi smo prav dali en sklep na tej okrogli mizi, da privzeto digitalno ne more zaživeti v celoti, dokler ni za vse ostale, ki tega ne morejo uporabljati, tudi ustrezno poskrbljeno. To je zame lahko ročni način. Se tudi v podjetju, če ti računalnik crkne, moraš znati na roke svoj proces upraviti. In tukaj pa je isto, sigurno bo vedno tudi papir, kako bojo pa ti postopki, ki sem prej razlagala, to mi pa ni jasno, ker logično, da upravne enote, da država mora zmanjševati stroške, podjetje mora zmanjševati stroške, če hoče biti konkurenčna. Kako bomo pa to rešili, da bo vse skupaj nekako funkcioniralo, zadovoljstvo vseh, tega pa jaz ne vem. Sploh ne v tej državi, ko vsaka strategija gre v svojo smer in nekako, mislim, dajmo se izobraževati super, ampak pa boš pogledati zakon o izobraževanju odraslih, tam sicer govori nekaj o starejših odraslih, pa sploh ne veš, kdo je zdaj odrasli, je od 15 let do smrti ali je do 65 leta, pa gledaš nacionalni program, tam pa sploh ni predvidenih sredstev za izobraževanje starejših od 65 let. Iz česa ne se pa izobražujejo? Poleg tega, da oprema tudi ni zastonj, pa da je internet, recimo mi smo v Kamniku, tam v Toplici, končno so nam napeljali te optične kable po bloku, ampak centrala še vedno ni usposobljena za optiko in se še vedno ne moramo poklopati. Tako da tukaj je res veliko problemov, denarja v tej državi, očitno premalo za vse, Sam nekako mi tam kampanje sigurno podpiramo, ampak ni pa to rešitev za vse te probleme. Hvala, gospod Osvald, vi prihajate s pošte. Kako se bi spreminja struktura komunikacije pri vas, pisne, digitalne in tako naprej? Imam nek občutek, vsaj pred kratkim, da bi mogoče kompletno papirnih pošiljk bistveno več, kot je bilo recimo tam v 80-ih ali 90-ih letih. Ja, dobro dan. Ja, res je. S tem, da smo mi, bom rekel, en del trenda, ki je v EU že dlje časa prisoten. 3 skupine držav so v EU, recimo v enem razredu je Švica, kjer je, bom rekel, rast pošiljk nekako stalnica skozi leta. Potem imate drugo skupino, kamor tudi Slovenija spada, kjer je to nekje 4-5% letno, bom rekel, en zmeren padec. Potem pa imate skupino držav, kjer so predvsem skandinavske države, tiste digitalno, da rečem, najbolj pismene, kjer pa to, bom rekel, zelo pada, pri čemer pa recimo, mogoče kot zanimivo povem, da Danska, ker se je danska država odločila, da za svojimi uporabniki več ne bo komunicirala papirno, žal so rekli, da bodo delali vse to, moram povedati, žal ne, delali elektronsko, s tem, da oni imajo skozi neke socialne programe tudi eni skupini, da rečem, deprivilegiranih, ki to natisnejo in napišejo in z njimi komunicirajo. Se pravi, 2 ravni sta in to kampanjo, kamor se je Pošta Slovenije oziroma Slovenija kot taka priključila, smo mi zadnja izmed 7 držav,
in dejansko vidimo, bom rekel, en interes, ne samo, da ne izločimo nekih skupin, ampak dejansko, da tudi v komunikaciji ohranimo možnost izbire. V glavnem, vedno govorimo o možnosti izbire. Ne. Mogoče vi ste prej omenil Pokemone, vam povem eno zanimivo anekdoto izpred časa. Pravijo, da Edward Snowden, vsi ga poznate, ne, omenil, da najbolj varen način pisanja je še vedno pismo. Ne. Res je. Rado, če ga vmes ne prestrežimo. Gospa Mešič, tudi če ga. Gospod Okoren, vprašanje kdo ga, ne? Nekaj drugega mislim, bom pa. Predlagali bo še en krog, potem damo še komu besedo. Gospa Mešič, pa gospod Okoren, eno vprašanje, ki ga imam za vaju. Zdaj smo malo omenili, kaj se lahko dogaja z ljudmi, ki jih je strah, ki se bojijo mogoče celo povedati, ne? Da ne znajo česa, ali pa imajo za to distanco. Ali opažate dvoje, da nekateri sploh ne upajo povedati, da so se zgodile kakšne zlorabe na internetu in tako naprej. In drugo, ali mogoče opažate, da tudi v povezavi z digitalizacijo prihaja do občutka stigmatizacije določenega dela družbe? Lahko izprva? Ja, seveda. Hvala. Se mi zdi zelo dobro vprašanje, ker ravno ta konkretni primer smo imeli z izseljevanjem z intimnimi posnetki oziroma bolj znano kot sextortion, je en tak tipičen primer, ko se ljudje ne bojo obrnili na pomoč, ker jim je nerodno. Tu se gre za izseljevanje, ker so nekomu popolnemu neznancu poslali svoje intimne fotografije in jih ta potem prek Facebooka in preko Skypea izseljuje za, bom rekla, dosti konkretne številke. To je tak primer, ko se ne bojo obrnili na pomoč, zato ker jasno skrivajo to pred svojo družino, pred partnerji, dokler res te številke niso tako visoke, da se pač morajo obrniti nekaj pomoč, ker tukaj se gre za ne samo, bom rekla, za izsiljevanje za denar, to so tudi zelo hudi psihični pritiski na te osebe. Tako da teh primerov začeli se je mogoče maja 2015, smo dobili 1-2 primera in potem, ko so ostali videli, da mi pišemo na to temo, da pozivamo ljudi, če imajo takšen problem, ne se obrnejo na nas, so se tudi drugi, bom rekla, pogumili in smo na koncu zabeležili približno 100 prijav na temo izsiljevanja z intimnimi posnetki. Tu so bile zelo visoke številke, tudi okoli 3000 evrov. Tako da to je en tak primer, ko se pač ljudje ne bojo obrnili, ampak dokler ne bojo videli, da tudi drugi o tem piše, da so se tudi drugi sami znašli v istih težavah, potem v bistvu se tudi obrnejo na nas. En tak drug primer, kjer pa ponovno ljudje se ne obračajo, se ne pozanimajo, in pa mislim, da bo to v bodoču v naslednjih letih ena pomembna tema je pa nakup zdravil prek spleta. Tu pa pogosto moški sami nakupujejo prek spleta za neke pač težave, ki jih ne želijo razlagati. In dokler ne nastopijo res hude zdravstvene težave, se ne bojo obrnili na pomoč. Mi smo prejšnji teden imeli primer, ko nam je pisala gospa, da je mož kupil določene tablete prek spleta, jih je jemal in je se stanje tukaj poslabšalo, da je bil hospitaliziran. Tako da to sta dve taki temi, ker so zelo intimni, posegata v neko intimno sfero posameznika, ne bojo v bistvu se obrnili po pomoč, ampak se pravi, mi kot nacionalni odzivni center imamo tudi prijavno točko na spletu, na portalu varneninternetu.si. Vse prijave so anonimne, v bistvu mi tudi nobenih demografskih podatkov ne zbiramo od teh posameznikov, ki so obrnili na pomoč. Pomagamo pa vsakemu, tako fizični osebi kot pa podjetnikom, pomagamo pri težavah na spletu. Tako da to je v bistvu naša izkušnja, me pa zanima, kaj bo gospod Okoren povedal. Ja, na Zvezo potrošnikov Slovenije se ljudje v glavnem obračajo, ko imajo kakšne težave, recimo pri nakupovanju in podobnem. Tukaj mi vidimo predvsem, da je problem za nakupovanjem izven Evropske unije, ko se pač dogajajo čudne stvari. Še mogoče večji je tisk, ko dejansko kupujejo, mislijo, da kupujejo od podjetja v Evropske uniji, v resnici pa podjetja v Ameriki ali pa v Aziji. In potem nimajo niti pravic, ampak bolj problem so goljufije. Se pravi, da dejansko izgubijo svoj denar, ne dobijo izdelka, so nezadovoljni z izdelkom, ga ne morejo vrniti in podobno. Zdaj, tukaj se spet vračam na tisto besedo, ki smo jo prejšnji teden z Veljko zapisali, zaupanje. Ljudje dejansko pač izkušnje iz, bom rekel, analognega sveta prenašajo v digitalni svet in si ne predstavljajo, da jih tako enostavno okrog prenesajo, pač ko nekaj klikne, oziroma ne vedo, da tisti oglasi, ki se tam pojavljajo, da so lahko, bom rekel,
goljufije, da so izjave, ki se tam uporabljajo, da niso realne izjave in podobno. Jaz mislim, da je tukaj zelo velika vloga nekih inštitucij, ki bodo to resno začele preučevati in tudi preprečevati kaznovati, ker takrat se bo to dogajalo. Kar se tiče stigmatiziranja ali pa, bom rekel, nezmožnosti uporabe interneta ali pa teh storitev, tukaj jaz vidim predvsem problem, da vsa ta, bom rekel, tehnično neizobraženi potrošniki. Tu so v glavnem ljudje, ki se niso nikoli srečevali, bom rekel, s problemi, ki jih tehnika lahko povzroča. Recimo jaz pač izhajam, bom rekel, bolj iz svoje družine kot iz sebe, ker sem vendarle ves čas temu sledil, ampak vidiš, kako reagira, ko je neka težava. In v računalništvu je težav veliko. Najbolj osnovna je, da ti sporočilo neko napiše, po možnosti celo v angleščini, ki je popolnoma nedolžno in ga mi seveda rečemo cancel, ok, hvala, gremo naprej, vem, zakaj je to nastalo, mogoče celo. Medtem, ko pri starejšemu sem v svetu stal, ne more, ne vem, čisto iz konkretnega primera, jaz dostakrat dobim klic sorodnika, da dejansko ne more plačevati računov, ker mu je to napisal, računalnik je nekaj napisal. Ja? Pridem tja, pa ni nič, seveda, ne? Nič resnega. Druga stvar, ki je pa še bolj pomembna, je pa to zaščita pred virusi, pred raznimi stvarmi, ki lahko pridejo v računalnik in ljudje se tega dejansko ne zavedajo. Se tudi, bom rekel, tukaj Microsoft vendarle naredil en korak naprej. Mi, ko smo recimo preizkušali protivirusne programe, zdaj Windows 10, je dokaj, bom rekel, vsaj nekako povprečen, prej še tega ni bilo. Skratka, gre nekako naprej, ampak še vedno si lahko tarča enega napada, sploh danes, ko so vsi računalniki vse skozi povezani. Ljudje puščajo računalnike vključene cel dan v internet. Vemo, da smo že pred 20 leti se hecali, da edini računalnik, ki ga ne more napadati, ki je tudi iz vtičnice ven. Skratka, tukaj ljudje dejansko niso, sploh te tehnično neizobraženi, dejansko rabijo pomoč in pa nekoga, ki jim bo to dobro na mestu. Zdaj, zakaj tega ne delajo prodajalci, zakaj tega naredi, ne vem, sorodnik, njihovo drugo vprašanje, je pa zagotovo, jaz menim, da ljudje, ko imajo težave in ne vejo, zakaj gre, se res ustrašijo, mislijo, da so nekaj narobe naredili in mogoče tudi ne povejo. Bi pa mogoče malo o tej temi sami postiti tako. Jaz seveda osebno se mi lahko zdi zelo čuden, zakaj ljudje še hočejo na papirju, ampak vem, da tudi sam bistveno lažje prebiram pogodbo na papirju kot na zaslonu. To skušamo osvestiti tudi, bom rekel, ponudniki recimo telekomunikacijskih storitev, ko so začeli zaslone proti ljudem obračati, ko podpisujejo pogodbe oziroma novo naročniško razmerje. Drugo, kar pa je mogoče še bolj, kar smo že zamudili, je pa bilo, ko se je začelo uvajati elektronsko bančništvo. Kaj se je zgodilo? Res je, znižali so, takrat je bilo celo brezplačno, bom rekel, ni bilo provizij, zdaj so nižje provizije, hkrati se je pa močno povišali za, bom rekel, tiste, ki se tega niso želeli, iz tega pa vzroka, ali pa se niso šli. In jaz mislim, da je tukaj bila ena napaka že storjena in ne bi radi, da bi se tudi tukaj ponovili, da bi zdaj za vsak račun mora plačevati, ker na koncu bomo prišli v Mercator pa rekli 50 centov za račun, ker očitno gre vse skupaj v to smer. Mi vemo, da že imajo v trgovinah neke digitalne pripomočke, ki so super in jih seveda vsi uporabljamo, vsi pod narekovaji. Marsikdo si pa zelo želi, da ga še vedno blagajničar, bom rekel, nekako vodi skozi, verjetno bi tudi še kar dobro šle tudi tune trgovine s pultom, če tako rečem, ki smo jih tudi ukinuli že 40-50 let nazaj. Skratka, tukaj gre mogoče za eno nadgradnjo tistih stvari oziroma težav, s katerimi so se ljudje takrat srečevali v neki drugi obliki, pa zdaj, ko gre vse na digitalno platformo. In jaz upam, da dejansko vsaj, dokler ne bo, bom rekel, že ta digitalna generacija postala starejša, da bomo še vedno imeli papir, da bomo imeli kaj za roke prijeti, ker vse zadnje papir obstaja, digitalni podatki pa ne. Mi vemo, kaj se je zgodilo z disketam, kaj se je zgodilo s CD-ji, zdaj v zadnjem času. Praktično, če kupite nov računalnik, je brez CD pogona in podatki, ki so na CD-ju, neki arhivi, to jih doma praktično. Pravijo, da bo vse v oblaku. Zdaj, ti oblaki so pa seveda oblaki, ali smo pripravljeni res cel svoj arhiv, vse svoje podatke finančne spravljati nekje pri nekomu, ki mu mogoče trenutno zaupamo, ampak ko ga bo nekdo drug kupil, pa ne. In problem z oblakom je tudi, ko nekaj rabiš,
ko nekaj nujno rabe, se hitro zgodi, da do podatka ne priješ. Jaz mislim, da je to glavna težava, ker ali mogoče internetna povezava ni dosti hitra, ali sploh nimamo možnosti, naprave ta prave v roki in podobno. Skratka, tukaj je treba res narediti eno ločnico in potegniti vzporedno, še en sistem, ki omogoča, da se vodi zadeve na nek zanesljiv in pa mogoče arhaičen, ampak še vedno način, ki ga poznamo skozi stoletja. Mogoče še to rekel, nikako se ne bi pa želel, da bi zadevo prevalili na potrošnike, češ, ok, mi vam bomo poslali v digitalnem zapisu, vi pa pejte tja na tist okence in tam vam bojo pa sprintali. Mislim, da ni nobene potrebe potem, ker odpreti nabiralnik, povzeti van račune, posem nekaj drugega kot iti na neko okence in da tam dati si sprint. Ja, dam besedo gospe Peti Bilbaši. Mislim, da se je zgodilo v zadnjem času pri poslovanju z bankami še nekaj drugega, ne? Dodatno primeritev digitalnih potrošnikov. Ne vem, če ste opazili, namreč najprej so povečali provizijo za analogne, ne? Čez čas, ne? In mislim, nižja je bila za digitalne. Čez čas, ko se je nabralo toliko ljudi na digitalne, se pa povišali samo za digitalne, ne? Meni, da gledajo, ki je več zaslužil, ne? Po domače bilo. Ja, in mogoče jaz tukaj tudi pogrešam koga iz banke ali pa iz, bom rekel, elektropodjetij, telekomunikacijskih podjetij, ki bi dejansko znal razložiti, kaj imajo oni v strategiji, ker se mi zdi, da so to zadeve, ki so, bom rekel, tako, bodo kar naenkrat padle, vsi bodo rekli, se zadeva je tržno gospodarstvo in podobne stvari, da ne govorim, da bojo govorili o ekologiji, ampak ljudje se niti ne bomo znali pripraviti in nobeden ne bo ukrepal, ko se bo dobil. Zato je taka akcija zelo pomembna in potrebna. Gospa Bilbašinova, a bilo v praksi dovolj, če bi se v zakon o varstvu potrošnikov vpisala pravica do izbire, ali to ne bo dovolj? Ne, seveda ne. To bi bil pač samo korak naprej, bi rekla. Dejstvo je, ne, da se zadeve v digitalnem svetu ali pa digitalnem trgu so se zgodile mnogo hitreje, kot smo se potrošniki osvestili in tudi zakonodaja pač temu, kot smo slišali, ne sledi. Ne. To kaže tudi izkušnje iz tujine, tako da ta akcija je seveda usmerjena tudi v to, da osveščamo potrošnike tudi o varnosti, seveda, čeprav pač poudarjamo to možnost izbire. Zapis v zakon o varstvu potrošnikov bi bila pa še dodatno sidro ali pa osnova, da bi lahko pač potrošniki zahtevali na določenih mestih dejansko svojo izbiro. Gospod Turk, ali enotni digitalni trg, vsi o tem govorimo, ne, upošteva možnost na skupine državljanov, ne skupine, ampak skupine državljanov, nismo se še dotaknili, glavno smo starejši govorili, ampak vemo, da te skupine so v vseh demografskih skupinah, pravzaprav, ne. Ali upošteva enotni digitalni trg, da skupina državljanov ne bo nikdar upravljala e-poslov? Kako bo to v praksi izgledalo? Evropska komisija se je lotila strategije Digital Single Market, se pravi vzpostavitve enotnega digitalnega trga v Evropi, ker naj bi na ta način evropska industrija, pa tudi končni potrošniki, končni uporabniki res prišli do prednosti, da naj bi jih enotni evropski prostor tudi na tem digitalnem trgu Evropi in vsem deležnikom omogočal. Z tega vidika je seveda jasno, da se zasleduje cilj čim bolj intenzivne uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij na vseh družbenih področjih. Govori se o digitalizaciji praktično vseh področji družbenega življenja. Kot sem pa že prej rekel, je pa pri tako daljnosežnih, so te aktivnosti tako daljnosežne posledice za družbo, da je potrebno biti pri postavljanju teh razvojnih ukrepov in pa strategij zelo previden, da ne bi prišlo do izključevanja določenih skupin uporabnikov. In to se zelo natančno meri po eni strani, po drugi strani se pripravlja pa tudi ukrepe za odpravo teh potencialnih oziroma obstoječih tako imenovanih razvojnih vrzeli. Govorimo o, Evropska komisija je v ta namen oblikovala kompozitni indeks, Digital Economy and Society Index,
v okviru katerega meri tudi ena skupina indikatorjev je namenjena uporabi interneta, kjer je Slovenija precej slaba, znatno pod povprečjem in tudi ne napredujemo dovolj hitro, kar pomeni, da so naši uporabniki, prebivalstvo, da je podpovprečno pismeno, da nima zaupanja v te tehnologije in da so posledično potem tudi storitve e-uprave uporabljene slabše, kot so drugod po Evropi. Skratka, e-vključenost kot taka, digitalna pismenost, e-veščine, ustvarjanje zaupanja v te tehnologije so na mizi in pripravljamo projekte tako na ravni EU-ja, kot tudi pri nas, da bi se stanje izboljšalo. Zdaj, seveda, jaz sem mogoče z vidika naših pristojnosti mogoče danes na napačni okrogli mizi oziroma se stopam tisto drugo stran, ko zagovarjamo čim hitrejšo digitalizacijo, da čim prej kot družba pridemo do teh prednosti, da jih res unovčimo, monetiziramo na koncu koncev, da te prednosti, o katerih govorimo, da se res pokažejo v stroškovnih prihrankih in tako naprej. Z drugega vidika, mislim, z tega vidika uporabnikov, ki pa imajo zadržke pri uporabi teh tehnologij ali jim ne zaupajo tem storitvam, pa zelo razumemo, da mora imeti tudi javni sektor do svojih uporabnikov, državljanov ali občanov, ali so vlogi državljana ali občana, to niti ni važno, da mora biti odprti različni komunikacijski kanali. Ne samo elektronski kanal, morajo biti tudi na koncu koncev fizična okenca, papirno obveščanje, poslovanje, papirni obrazci in tako naprej. Zdaj, kdaj bomo presodili, kdaj bo država v sodelovanju z vsemi ostalimi družbenimi akterji presodila, da smo prišli pa do te neke faze oziroma ravni, ko bi bilo pa možno kakšen komunikacijski kanal izključiti, ker je predrag oziroma bi bilo za reševanje res dostopa oziroma vključenosti res enega manjše skupine prebivalstva bolj smiselno vzpostaviti nek sistem posrednikov. Kdaj bomo pa do te ravni prišli, to je pa stvar našega skupnega sodelovanja, razprav, ocen, analiz, na koncu koncev tudi rezultatov statističnih kazalnikov. Je pa seveda cilj nas vseh, tako industrije kot države, da smo čim bolj učinkoviti. Tako da informacijsko-komunikacijske tehnologije pa razumemo kot orodje, ki je pri tej učinkovitosti, pri tem zasledovanju učinkovitosti eden najbolj ključen dejavnik. Gospa Reisnerjeva, prej ste povedali, da se prihajate z področja IT-ja, ne sami. Hkrati pa ste zdaj predstavnica skupine, ki je najmanj uporablja na nek način verjetno IT, ampak mene bolj drugo zanima vprašanje povezano sicer s tem. Smo lani imeli na gospodarski zbornici Digitagendo, digitalizacijo gospodarstva, so mnogi predstavniki dejali, da je glavni problem v Sloveniji v tem, da še vedno uporabljajo digitalno tehnologijo kot vzporedno, ne pa kot nadomestno za papir. Mene pa zanima zdaj, ker ste strokovnjaki za to področje, pa poznate malo prakso, ali ljudje, pa tudi tisti, ki jih vi zastopate, dejansko uporabljajo kot nadomestno ali bolj kot vzporedno, da printajo potem, oziroma posledično, ali se s tem ne prenaša strošek pravzaprav na potrošnika za printanje papirja? Ja, jaz se strinjam s tem, da se prenaša strošek na potrošnika. Tudi jaz, ker sem bila sicer v poslovni informatiki, nisem programirala, ampak je takega. Jaz za svojo evidenco si še zmerno vodim svoje knjigovodstvo. Imam sicer kreditne kartice, vse živo, imam elektronsko bančništvo, ampak konec meseca si sprintam v spisek ven, recimo za Visa kartico si zraven prepnem te slipe in sem zihar, da je bilo to zdaj prav. Poleg tega, kar smo že prej slišali, na računalniku stvar lahko enkrat tudi, ne vem, zgine, pa računalnik crkne, pa jaz sicer shranujem na eksterni disk vsake tok časa, ki se spomnim. Te bančne zadeve seveda so pač na banki. Sem hvala, da sem včeraj gledala, kako s temi bankami se enkrat videl, kaj se dogaja. Ker so neki naši upokojenci da rekla, da jim bojo knjižce vzeli, pa da ne vejo zdaj, kaj s tem. Ampak banka je začela nek retro pristop, jaz sem na banki sicer,
in ponujajo spet knjižce kot varno metodo in tako naprej tistim, ki so na to navajeni. Pa če sem tudi navajena, da mislim, berem tudi na ekranu seveda, ampak res je lažje brati, če si sprintaš tudi te pogodbe, tako kot gospod rekel, in pri meni je pol papir čez pol časa, kar pač uničam. Zdaj, jaz razumem, da elektronsko poslovanje mora to iti naprej v tej smeri, ker drugače bomo banalna republika ostati nekaj odzadaj. Če hočeš imeti evidenco, če si dosti natančen, bolj je to odvisno od človeka. A je tako natančen, da hočejo imeti nadzor nad svojimi stroški, pa kaj počne s tem. Tudi če se elektronsko pač imaš kartice in se živo in elektronsko banko, všeč mi je banka zato, ker noter vnesem, ne vem, veliko ima tudi elektronskih računov, jaz jih vnesem, ko pridejo, tam datum plačila in mi ne treba več skrbeti. Je pa dejansko pač ti ljudje, ki smo navajeni v oblaku, jaz si ne predstavljam, da bi imela finančne podatke v oblaku, niti na osebne podatke, mi je prav žal. Recimo moja hčerka pa cela generacija za mano ne pusti, da bi slika njenih otrok bila kjerkoli na Facebooku, boh ne daj, ponori, če kdo to hoče gori od sorodnikov. Moj sin pa se spravlja v oblaku. Pač ne vem, eni tako, eni drugače, ampak jaz zaenkrat pa ne vem, je to odvisno od starosti ali od karakterja, jaz pač vedno še kaj sprintam. Ne vem pa kako drugi, starejši na to, ko smo še prej malo razpravljali, kako imajo oni problem, če dejansko, če kaj ni tako, kaj pričakoval, on misli, da se bo računalnik pokvaril in ne upa več delati naprej. Poznajo recimo, če je nek program, da bo točno določene korake, postopke in če tistim sledi, to je še v redu. Čim je kaj izven tega, se ne bo več znajdel. In če ne bo imel zraven njega, pač nekega človeka, ki bi mu naprej pomagal, potem neha uporabljati. Tudi če že ima pač to opremo vse skupaj. Ponavadi dobijo od svojih otrok neke stare računalnike. Tako da se pravi, jaz mislim, da vse stroški prevaljujejo. Gospod Osvald, ali obstaja kakšna področja, kjer se uporaba papirja pri poštnem komuniciranju povečuje? Je kaj takšnega, kar opažate, oziroma ali so še kakšne druge skupine, poleg upokojencev, ki jih zaznavate, ki izrazito bolj pisno komunicirajo kot pa? Je, recimo, kot zanimivost, vam povem, lani je bil en dan 7000 dopisnic oziroma razglednic poslanih iz Slovenije v tujino, kar je bil, bom rekel, en rekord. Dobro, nas so zdaj turisti kot taki odkrili in dejansko pošiljajo. Ljudje vedno bolj cenijo to, da rečem, pisno komunikacijo. Le pisna komunikacija kot taka ostane. Če vi danes zamenjate banko, in ste bili v nekem elektronskem bančništvu, to se jaz gospo dejansko ne strinjam, mi smo povsod v oblaku, tudi zdaj smo v oblaku, če se pošaliva. Dejansko zamenjati banko danes brez kakršnekoli, da rečem, pisne dokumentacije od zadaj je kar zahtevna, isto velja za, ne vem, ponudnika telekomunikacijskih storitev. V Slovenija v enem segmentu podobna enim državam, kjer recimo naslovljena direktna pošta raste. Mi kot podjetje smo že pred 20 leti spoznali, bom rekel, prihodnost, da rečem, naslovljene direktne pošte in ta ohranja neke tendence rasti, medtem ko pri enih drugih državah dejansko to sploh ni segment. Hotel sem pa eno drugo stvar omeniti, ko se pogovarjamo o digitalizaciji, to se seveda zelo strinjam z Petro. Jaz rečem, da bomo mi za digitalizacijo zreli takrat, ko bomo imeli elektronske volitve. In to je pa verjetno nikdar. Zakaj to govorim? Zato, ker pač enostavno kot družba verjetno nismo zreli in mi kot, rečem, pošta, ki vlagamo v digitalizacijo, v napredne storitve, ker vemo, da bo substitucija prej ali slej, bom rekel, prenesla to, ampak tudi že v nekih fizikalnih zakonitostih vemo, če je nekdo leta 2000 bil star 70 let, je danes star 87. Ko je bil star 70 let, je še mogoče lahko uporabljal računalnik, da rečem, dobro, takrat še ni bil iPad, pa še ni bilo pametnih telefonov, kakorkoli, danes je on deprivilegiran in te skupine, bom rekel, so tiste, ki rastejo,
in moramo jim definitivno dati priložnost. Hvala lepa. Vi ste se že prej javili za besedo, ker vam prepustim besedo, izvolite. Samo in primer, če lahko pa to. Bom kar brez mikrofona, upam, da se slišimo vsi lahko. Ja. Stane Menar, danes sedim tukaj kot predstavnik Evropskega združenja FEPE in bom za začetek povedal, da se z digitalizacijo globoko ne strinjam, tako kot imamo zdaj. Pa bom na kratko povedal, zakaj. Ne? Sokrat je, vse ne bo na kratko resnici, Sokrat je rekel, država, ne, pa je to mehanizem, ki ne skrbi za državljane. Z tega vsi izhajamo, ne, zato smo vsi začudeni, ne, kako je mogoče, da uporabljam nekaj, kar država dovoli, ne, potem sem pa izpostavljen takem in drugačnem kriminalu, pritiskam in tako naprej. To je skrajno neumno, približno tako, kaj bi država rekla, naj se promet dogaja, naredili smo ceste, dovolj smo voziti, ne, pa zdaj pa vozite, kar hočete, pa kdor hoče, pa brez pravil, pa brez predpisov in tako naprej. Ne. Tisto v pošti, ne, je zanimiva zgodba, pošta je stara dama, ne, funkcionira brezhibno, ne. Ampak, kaj je razlika? Poštari štrajkajo. Poštari nekaj štrajkajo, imajo pravico do tega, kot vsi drugi. Ampak, odpreti tuje pismo je kaznivo dejanje. To je država uredila že zdavno. Digitalna komunikacija je na razpolago vsem, brez vsake ovire. In seveda to je pa tisto, kar je ključ problema, ki ga mene vidi. Vse, kar slišim tukaj, je vrh vode, ki ima take in drugačne valove. Kje pa je resnic problem? Da vidimo, vse digitalizacija ni nova, ne? Različen prenos podatkov Nikola Tesla, to je stara stvar, ne? Tisti, ki gospa bom gotovo vedela, ne, tamle na bivši Moša Pejade v izložbi IBM-a so Intertrade takrat, ne, so postavili računalnika, ne, kjer smo tipkali luknjane kartice, ni bilo vse digitalizirano, ne? Tako, ja, vidite. In pol so hoteli napisati zgodbo o Intertrade, pa niso mogli, zato ker so bili vsi arhivi na luknjanih karticah, jih nobeneč ne zna čitati, ne? Ravno to se nam zdaj dogaja, ne? Mediji digitalni so spravljeni že dolg časa, floppy diskov noben ne zna več čitati, ne? Tudi USB ključki in vse to bo jutri zgodovina, nam moč več vedeli, kaj smo imeli. Jasna stvar. To še ni tak problem. Glavni problem je nekaj drugega. Mi se vsi pogovarjamo o digitalizaciji, film, nekaj dobra država, vse naredimo, da bomo čim prej digitalizirali. Kaj pa je to v resnici? V resnici gre za masovno komunikacijo, ki je tudi že prej bila, ne? Na drugih področjih, pa je bila vedno urejena za zakonom. Od radijskih prenosov do pošte, do televizije in tako naprej, ne? Zdaj imamo pa na lepem internet in prenos podatkov, ki ga nihče več ne nadzoruje in ni nobenega zakona. In jaz danes napišem pepe.pepček@gmail in začnem zgajnati glih, kar se mi ljubi po internetu. In mi noben več ne more. Niti država ne, ki to še podpira povrh vsega, ne? Ne vidi tega, da je treba take stvari ustaviti. Če smem, zakoni verjetno obstajajo. Problem, ki ga hočete opozarjati, je verjetno v tem, da je tako veliko tega, da je težko v praksi to preprečevati. Ne, zakoni ne obstajajo, ne. Nažalost, ni urejena zgodba, ne, ki bi se morala urediti na začetku, ne. Mi vsi pravimo digitalizacija, ne, pa internet, ne. Kaj pa je to? Kaj pa je to v resnici? To je biznis, ljudi božji, to je posel, ogromen posel. Firme v starih časih so rabile 150 let, da so zrasle do svetovnega vrha. General Electric, Exxon in tako naprej. Firme, ki danes vodijo svet, so rabile 10 let, da so ustvarile nesluten denar. Zakaj? Zato, ker ga ustvarjajo neobdavčeno. Zato, ker nobena država na svetu ne vidi, ne da ne vidi, noče videti, ne? Noče videti, ker so ljudje postali v teh poslih toliko močni ponudniki, da enostavno država več nima tle nobene besede zraven.
obratno, še danes država reklamo dela. Za Google, za tega, za unga. Ne. To so čist navadni poslovni podjetja, poslovni ponudniki, ki so izkoristili priliko, da lahko delajo posel brez davka in neomejeno. Neomejeno. In vse države to mirno tolerirajo. Ne? Okay. Tako da izsiljevanje, tablete in vse, kar se dogaja, je samo iz tiste zgodbe priložnost dela lumpa, seveda. Kako pa je to možno? Tako, da tisti, ki je objavil glas na radiju, v časopisu, tisti, ki je nekoga poklical po telefonu, tisti, ki je nekomu poslal pismo, se je vedel, kdo ga pošilja in je odgovarjal za tisto. Ne? Taki danes nekaj objavi na internetu, nimamo pojma, kdo je tiste tablete poslal, zakaj je gospod končal bolanci, se ne ve, kdo jih je naredil, na kje so prišel. In ta ne bom koli odgovarjal. Zato, ker mu je nekdo omogočil, da to naredi. Okay. Hvala. Jaz sem mogoče res danes malo preveč negativnih stvari izpostavila. To je zadnja stvar, kar sem hotela, ker mi imamo en tak dogovor, bom rekla, ko se ga držimo, in to je, da ne strašimo ljudi, da ne ustvarjamo panike po nepotrebnem. Mi smo tu zato, da izobražujemo, zato ker vi želite spostaviti to, da je ta pregon spletnega kriminala otežen, kar je res. Ni, bom rekla, problem je, ker v Sloveniji, znotraj Evropske unije, delujemo po nekih, bom rekla, pravilih, se držimo neke zakonodaje. Težava je Nigerija, Gana, odkudar izvirajo, bom rekla, 90% vseh spletnih goljufij, s katerimi se mi ukvarjamo. Žal, v teh državah je zelo otežen pregon. Sodelovanje s policijo je zelo slabo in to je res ena stvar, ko mi ne moramo spremeniti. Kaj lahko mi spremenimo? Samo nivo zavedanja in nivo neke izobraženosti v Sloveniji pri slovenskih spletnih uporabnikih. In to v bistvu je edini recept za vse nas, ki se ukvarjamo, bom rekla, na tem področju z ozaveščanjem, in veliko dela nas še čaka, ne samo v bistvu za izobražanje o spletnih goljufijah, ampak nasploh uporabe interneta, spletnih storitev, neko zavedanje o tem, kako zelo zlahka oddamo naše podatke za obdelavo države tretjega sveta in tako naprej. Zdaj, vaše videnje, bom rekla, tega spletnega kriminala je zelo poenostavljeno. Ni res v bistvu, da lahko kdorkoli dela karkoli, to ni res. Največ lahko pa sami uporabniki naredimo mi. To pomeni, če smo mi zelo lahko miselni, če mi klikamo vse samo da dobimo na koncu nek brezplačen iPad, ni zakona, ki bi to preprečil. Neke naivnosti, lahko miselnosti človeške ne bo nobena zakonodaja spremenila, še tako restriktivna. In največ, kar lahko naredimo s tem pozitivnim pristopom, z nekimi pozitivnimi izgledi, da izobražujemo ljudi, da če pride do težav, da jim nudimo neko brezplačno pomoč, da jim svetujemo, tako online kot v offline življenju. Ampak da bi pa zdaj pa rekli, da pa v imenu države, da se zganja neki kriminal na spletu, to pa pač ne drži. Kaj ste? Ena stvar je zakonodaja. Ameriški predsednik se z vami ne strinja, ne? On pravi, da je kriminal bil na internetu, ko so ga Rusi zganjali, zato da je bila volitev. Dobro, zdaj v ruskih hekerih ima tako naprej debata, verjetno se z marsičem ameriški predsednik ne strinja. Če se resno pogovarjajo, Pardon, ja. Jaz sem pač samo to hotela izpostaviti, da ni zakona, ki bi v bistvu vplival na naivnost, lahko miselnost ljudi. Samo z izobraževanjem in z ozaveščanjem na dolgi rok se lahko neke stvari spremenijo. Ne samo na področju, bom rekla, uporabi spleta, spletnih storitev, zelo podobno z vsemi ostalimi awareness kampanjami, ki so bile za področje, uporabe kondomov in tako naprej. Vse je prišlo samo na dolgi rok z izobraževanjem uporabnikov. Na kratko lahko, pa potem gospod Okvaran? Boste, ne? Ja. Se strinjam s kolegico, jaz mislim, da je vaše razmišljanje načeloma, bom rekel, zelo na vrhu pravilno, videnje, bom rekel, daleč, resnic se zadeve, bom rekel, vendarle malo bolj rešene, celo kot v analognem svetu. Jaz sem že par let nazaj rekel, če me danes, bom rekel, če me vzamejo denar iz bančnega računa, digitalni denar, če tako rečem, bo verjetno neka možnost, da bodo izsledili, kdo je to naredil. Neka možnost obstaja, zdaj, koliko se bojo potrudili, je druga stvar. Če me pa tam nekdo na cesti vzame denar, bo pa ta denar šel, da ne bom nikoli več videl. Mislim, digitalni svet vendarle ni toliko črno-bel, kot si mi predstavljamo. Tudi naša naloga, in jaz zelo upam, da tudi tako delujemo in ozaveščamo, ne pa strašimo, ker nočemo ljudi preganjati od računalnikov, tablic, pametnih telefonov. Vsak zase pa ve, kaj in kako se tega loteva in kako
prav je, da mu povemo, kako naj se ne loteva, oziroma česa naj tukaj ne počne. Ker na vse zadnje vedno imamo neke primerjave. Hiša doma zaklepamo, čeprav vemo, da živimo v relativno varni državi, na internetu smo pa vsi kar razgaljeni, da ne govorimo o teh Facebookih in podobno. Ampak vsem bi si pa želeli, ker uporabniki smo različni. Vi ste govorili, jaz tudi dostakrat primerjam s prometnimi predpisi, vi jih vozite tako, jaz vozim tako, jaz moram to, nek dirkač zmore drugo, pa vemo, da se dirkači tudi fino zaletavajo, ko vozijo po običajni cesti, čeprav zmaguje relije. Skratka, gre za to, da neka pravila bi mogla, obstajajo in bi jih mogli še bolj natančno določiti, ker se včasih vendarle zdi, da je kakšna stvar pa vendarle gre prehitro skozi pri naivnih uporabnikih. Ampak to je mogoče malo off topic, sploh ta pogovor, mogoče če jaz malo nazaj na to, kaj me je vmes gospod s pošte spomnil, ne? Govorimo o digitalizaciji stvari, ki so pomembne za potrošnike, ki mu prinašajo neko informacijo, dodano vrednost, se pravi nek papir v roki, konkreten dokaz, da si nekaj plačal, da boš nekaj mogel narediti, da si nekaj naredil, da imaš izmisel. Nihče pa ni nikoli okoljevarstva omenil pred tem, da poštarji naokrog nosijo kilograme, tone najrazličnejšega, bom rekel, spema dobesedno, ki ga tlače vsak nabiralnik, razen tiste, ki so se spomnili in pač nalepili nalepko. Tiste so pa seveda začeli spema, če tako rečem, z osebnimi naslovljenimi temi reklamnimi sporočili. Jaz mislim, da dokaj tega narešimo, se nam ni treba niti pogovarjati o tem, ali ne bo račun v papirni obliki ali ne, oziroma če jaz to želim, a mi ga dajo ali ne. Skratka, tukaj gre za ene stvari, ki se popolnoma oddaljuje neko učinkovitosti, ker to, da ti natisneš milijon letakov in jih pošlješ ljudem in boš od tega dobil 10.000 kupcev, mislim, da to ni učinkovito poslovanje. Nam pa želijo povedati, da bo učinkovito, če bomo dobili nekaj v digitalni obliki. Ja, če bom jaz tako želel, bo tudi zame učinkovito, zaenkrat pa zelo veliko ljudi ne ve, kaj s temi digitalnimi podatki. Moram reči, da sem bil jaz tudi zelo presenečen, ko sem videl, da ne morem dostopati do arhiva, mislim, da celo v banki ne morem dostopati do arhiva elektronskih računov, kar me zelo presenetilo. Medtem, ko recimo pri elektropodjetju pa lahko. In mislim, da je treba take stvari tudi začeti rešiti, če že gremo na digitalizacijo, da potem, ok, gremo na digitalizacijo, jaz vam prepustim, da vi za mene shranjujete račune, ko bom želel, bom dobil. Isto je, ko pridemo v trgovine in te rečem, imate račun. Ja, nima, samo imate pa moje podatke, kdaj sem jaz to kupil, oziroma moje podatke, kaj sem prvo skupil. Zbrskite to, kje sem jaz to kupil, še velja garancija, ne velja. Zakaj se zmeraj pogovarjamo o eni stvari, ki je v prid podjetjem in ki pravzaprav potrošniki postavlja potem v podrejen položaj, oziroma da morajo oni neko akcijo narediti, se drugače začeti obnašati. Ne pogovarjamo se pa nikoli o akcijah, ki bi bile v prid potrošnikov. Se pravi, da bi dejansko potrošnik ne skrbel, ko kupi en izdelek, pa mirno reče, jaz hranite račun, pa klemate garancijski list, pa vse, seveda, ko se pokvar, pa nikjer ne najdeš, če nisi res skrben, pa da znaš pospravljati. Posamezen kupec ne more biti v bazi definiran kot točno tisti, ker je tega preveč. In zato retailu tega ne morete dobiti. No, mislim, v določenih primerih, mislim, na spletnih, dobre spletne trgovine obstaja. Kot podjetje, potem dobre spletne trgovine imajo pač tudi bazo svojih kupcev in lahko pogledam, kaj sem kupil. No, ampak gre za to, da se bi dali tudi to rešiti. Mi smo že imeli par primerov, ko se dali, ampak nikoli, konc konca se da tudi s neko sčrtno kodo rešiti stvari in jih najdeti nekje v bazi, kdaj bi ta izdelek kupil, kdo ga, oziroma ali še velja garancija. Recimo, to so čisto stvari, ki so res mogoče malo off, ampak bojim se, da se vedno pogovarjamo o učinkovitosti stališča podjetij, ne? Nikoli se pa ne pogovarjamo o učinkovitosti pri potrošniku in zato so take kampanje nekaj, ko moramo opozarjati, da obstajajo ljudje in si želimo, da jim omogočimo, da bodo še naprej stvari pač potekale tako, kot so do zdaj. Ne pa, da jih obrnemo neke digitalne ljudi. Gospod Turk, potem gospod Osvald. Hvala. Zelo na kratko. Se strinjam s kolegoma, da ta vaša razmišljanja so, bi rekel, precej površna, oziroma vaši zaključki so relativno površni.
Res je, informacijsko-komunikacijske tehnologije se izjemno hitro razvijajo, enako internet in njihov vpliv na družbene spremembe je izjemen in ob vsej tej hitrosti, s katero se spremembe dogajajo, je dejstvo, da zakonodajalci praviloma zamujamo oziroma kasnimo glede na realna dogajanja. In je vrsta problemov v družbi, to je popolnoma jasno. Ni pa res, da ni trenutno veljavnih zakonskih določil, ki bi pa vedenje v tem kibernetskem svetu obravnavalo in določalo. Jih je že precej veljavnih, še več jih bo v prihodnje. Ravno v okviru strategije Digital Single Market je trenutno na mizi nekaj predlogov, zakonskih predlogov Evropske komisije, na katerih trenutno delamo, ki bodo bolj določili, kakšna so pravila uporabe informacijsko-komunikacijskih storitev oziroma tehnologij in storitev na internetu z vidika končnih uporabnikov, z vidika poslovnih modelov, gospodarstva in dejstvo je, da recimo to, kar se je nekoč dogajalo in bilo zelo natančno zakonsko urejeno v realnem svetu, v papirni obliki, ko smo poslovali, ko smo uporabljali preko klasičnih elektronskih medijev ali pa preko papirja kulturne, medijske vsebine, da se zdaj ta zakonodaja oziroma ta pravila poskuša prenesti v ta kibernetski prostor. To je pa izjemno, izjemno težko. Internet je nastal od spodaj navzgor, ni bil dirigirano vzpostavljen, je izrazito distribuiran sistem, ki nima središča, ki ga je nemogoče nadzorovati, porazdeljen po celem svetu, omenjeno je bilo zahodne države, imamo neke pravne države, so pa države, kjer je internet zelo močno prisoten in tudi internetni kriminal, kjer pravna država ne deluje in z tega vidika, ker pač Zahod internetnega prometa ne kontrolira, je jasno, da smo izpostavljeni vrsti problemov, težav, nevarnosti in tako naprej. Skratka, razvoj gre izjemno hitro naprej in zakonodaja mora temu slediti. In na tem se dela. Če gospod Osvald, pa potem da nekako. Glede direktne pošte, ko ste prej omenili, gospod, jaz imam recimo vsak dan 10 minut zjutraj dela, da spame elektronske brišem. V pismu vam bom poslal eno brošurico, miti o papirni industriji. Dejansko list papirja je danes bistveno manj obremenjujoč za okolje, glede na to, koliko papirja je recikliranega, kot pa ena elektronska pošta. To je dokazano, to se da tudi opredeliti. Dejstvo je, da mi, pošta ima 3000 poštarjev, veste, da se bomo mi potrudili pa naredili vse, da bodo naši poštarji imeli delo, da bodo dostavljali pošiljke, to nedvomno je naš interes. Ampak čisto bom rekel povedati, da je razlika za okolje je pa jasna, da danes en star ekran računalniški reciklirati, vse to kablove, ki ga vsakih 10 let zmečemo stran, je dosti bolj, bom rekel, obremenjujoče za okolje kot eno pismo. Vse mogoče, da ne boste mislili, nisem pošte, nisem ponudnike, ki nam želijo zdaj vse v digitalni obliki, hkrati pa vam dostavljajo in vi potem nam naprej dostavljajo polno enih papirnatih stvari, medtem ko pri papirju govorijo o nekem ekologiji. Tukaj ne gre direktna pošta, vi ste pa samo en posrednik med njimi in nami. Gre samo za to dvoličnost, češ ne bom pet na digitalno poslovanje, ker bomo mi racionaliziramo, ti boš imel boljš, pa še papir bomo pa šparali, pa ekologijo naredili, hkrati ti pa s tem sporočilom, da grejo na digitalno poslovanje, ti pa pošle še 10 katalogov svoje najboljše ponudbe, ki ti jo itak vsak mesec počine. To bombardirajo po vseh možnih. Ja, mislim v tem smislu, ne zdaj. Spletno, tudi kar naprej to pošiljajo. Ja, imate možnost si dati nalepko, ne želim direktna pošta, tisti, ki ampak se ne bilo internetu skozi. Gospod Bednar, zelo na kratko, potem še gospod. Kratko, grozljiva mi je ta izjava, ne da se kontrolirati. Interneta se ne da kontrolirati. Ja, resnično. Zraste od spodaj na vzgor. Ampak, a se strinjamo o tem, da je to biznis za nekoga? To je poslovni model. Ja?
To ni zastoj. Ne? Tudi pošta je poslovna. Točno. Zdaj pa jaz te vprašam, ne? A v tej državi kdo ve, koliko Sloveniji plača davka? Google, Twitter, Facebook? To je plača davka. To je problem Evrope in tudi na tem se dela. Ja, se dela na tem. Zdaj, kolikor vem, že ta 9. leto, pa ni še nič narejeno, ne? Pošta pa veselo plačuje davko. O tem se pogovarjamo, da važno. Internetni kriminal je samo en delček tega, ne? Ker ljudje zlorabljajo, jasna stvar. Ne? Sej, vsako metodo posla so kriminalci vedno zlorabljali, ne? Od ponarejanja zlata naprej, ne problem, ne? Ampak internetni kriminal je omogočen v neslutenih razsežnostih in se zdaj dogaja ta trenutek, ne? Vse mogoče zlorabe interneta, ni nujno samo, kako bom nekomu splel nekaj denarja, ne? Meni so ga konkretno že tudi pobrali z računa, ampak recimo v Istanbulu je javna informacija, ne, da so oni generali komunicirali digitalno, ne, pa so Rusi slišali, pa so Erdoganu dali, pa je bilo zadeve konc. Ne. To je, ko, in grede. Ponudba, sej za to gre. Tam današnji ekonomija, industrija na svetu zna narediti veliko več, kot pa ljudje rabijo. Ne. In zdaj treba to nekako ponuditi in do tega potrošnika spraviti, ne. Digitalno je grozljivo, škodljivo za okolje, pa pustimo to. Ne. Na papirju pa samo toliko, ne. Gospod, ki se piše Wagner, ne, Peter Wagner, ne, vsak mesec pošle po pošti, ne, reklamo za čevlje in strašen biznis dela, ne. V tovarni Peko ta drugi stečajni upravitelj je naredil program, da bojo vse marketing speljali po internetu, ker je to trgovina med, pa po pošti predajati brez veze, ne. Pa je Peko šel v grunt, ne. Okay. Pa so imeli briljanten marketing po internetu. Gospa pa potem da besedo. Bomo vzela mikrofon, pa sem malo prehlajena, sem zdaj slišala. Pozdravljeni, Maja Cedilnik. Danes mogoče tukaj v vlogi malo mlajše generacije, recimo ne najmlajše, no, ampak vseeno take, ki se spozna na internet, ki je digitalno pismena, ima certifikat, potrdilo, opravlja storitve elektronsko, ne, in ne zavračam digitalizacije v neki obliki. Hkrati mogoče lahko povem to, da sem pravnica in seveda me noro moti, da nimamo možnosti izbire, ne, državljani, ali se odločamo, kako bomo komunicirali z državo. To je ena glavnih stvari. Mogoče na vaš komentar, ne, tudi jaz plačujem vse račune elektronsko, ne, ampak si ne printam sama ven potrdil bančnih. Ne printam si jih pa zato, ker ne želim tega stroška na sebe nositi. Jaz zahtevam od moje banke, da mi pošilja bančne izpiske pisno, ne, da jih lahko preverjam. Moja obstoječa banka tega ni želela, ker seveda, če si ti uporabnik elektronskega bančništva, ti dodatni papirni izpisek zaračunajo, ne. In jaz na to nisem pristala, sem zamenjala banko, trenutna banka, s katero poslujem, s tem nima nobenih težav, ne. In jaz kot uporabnik sem tukaj bolj vesela do moje izkušnje. Sam več, ne, izpiska si ne pridem, si sprintam, ne vem, visel cel mesec, koliko je bilo, pa zraven si slika pridržil. Ampak si sprintate ven, ne? No, jaz si pa tega ne želim printati in želim, da mi tudi za kreditno kartico pošiljajo izpiske. To ni moj strošek, to ni moj problem. Jaz sem pač sklenila z njimi razmerje za vodenje računa in te stroški bi mogli biti not pokriti enako, kot za vse tiste, ki želijo vse voditi elektronsko, ne? Ob menjavi banke seveda sem zgubila v stari arhiv elektronski prejšnje banke, ker mi seveda elektronska banka prejšnje banke ne dela več, ne? Torej, hvala Bogu, imam vse na papirju. Glede ostalih stvari in ponudnikov, bom se na vas malo obrigala, če lahko, da bi ponudniki, kjer kupujem končne produkte, meni vodili arhiv, kaj sem pri njih kupila, ne. Vse se super sliši z enega vidika, ne. Boste vi merkali, dokdaj meni velja garancija, pa meni treba merkati, kje imam tisti račun. Ampak jaz si ne želim, da, ne vem, en Big Bang, en Merkur ali pa ne vem, kje kupujemo, recimo tehniko, zbira moje podatke, kaj jaz pri njih kupujem, ker sem pač vseeno toliko osveščena o tem, kaj počnem z osebnimi podatki in ne želim tega tudi zato, ne, ker ne želim vseh tistih spamov, ne v e-mailu in ne v pošti. Imam nalepko, hvala. Nisem mislil, da bi vaše ime dovolili, da približno ste kupili, da imajo račune oni tam. Ampak kako potem vejo, da je to moj pralni stroj? Mogoče je nekdo kupil enak pralni stroj približno v istem obdobju, ne? Vse je vaš, to se vse da. Ne.
tukaj jaz ne želim, ne, da včasih tudi kupim kaj po spletni trgovini in me seveda pa bombardirajo nazaj s temi informacijami, ne, in mi ponujajo še in več in ne želim tega, ampak mogoče je to nek začaran krog, ki se mu ne moramo izogniti. Ne. Dodatno osebni podatki, ki jih zahtevajo, recimo zelo moti dejstvo, vsi že ponujajo možnost, da se priključiš na internet wireless, ne, ampak moraš dati neke svoje osebne podatke, da to lahko narediš v vseh hotelih, v vseh večjih trgovskih centrih in tako naprej. Ne. Seveda te podatke pridoma pol izkoriščajo, da ti reklame pošiljajo, ne, in tudi v sklopu tega se mi to ne zdi najboljša, ne. To bi mogla država nekako urediti, ne, da pač če ponujajo dostop brezplačno uporabnikom, potem bi mogli nekako omogočati, da se nekih teh podatkov ne zbira. Ne. Moje osebno mišljenje, lejte, ne rabimo se vsi strinjati. Ne. Obregana sem še eno stvar, ne, in sicer tle gre za, tukaj pa gre za digitalno prisilo komunikacije podjetij z državo, ki mora biti digitalna in ni druge možnosti. Lahko rečemo, da podjetje, ki ima, ne vem, 50 ali pa 300 zaposlenih, ima sigurno vsaj nekoga, ki obvlada to digitalno komunikacijo. Kaj pa tista podjetja, kjer si sam? Ali pa mogoče sta dva, pa nihče ne želi, niti noče poslovati digitalno, ali pa ne zna, ali pa ne zmore. A ne? Ne vem, če se mi to zdi prav. A ne? Torej, recimo, poslovati z državnimi organi, prodati jim nekaj, sploh ne moraš drugače, kot da narediš račun elektronsko. Ne? Če ga sprintaš, pošljaš po pošti, država tega ne sprejme. Ne? Pravi, da morate vdati v tisto aplikacijo, ne? Potem pa pač bomo mi vam plačali, drugače pa hvala, ker ste nam zastonj nekaj dostavili. Ne? Po mojem mnenju absolutno nesprejemljivo. Jaz razumem, da državi, pa mogoče ne vam konkretno, ampak državi to olajša zadevo in je bolj enostavno zbiranje podatkov, kot sama pravim. Tudi jaz uporabljam vse te programe in mi je večina stvari veliko bolj enostavnih za to, ampak ne zdi se mi prav, da ljudje nimamo izbire. Ne? Osnova neke demokratične družbe je v tem, da imajo ljudje pravico do izbire, ne? In tudi, če je tendenca k temu, da gremo v digitalizacijo, seveda se moramo temu priključati, ne? Seveda stremimo k temu, da bo tega več. Generacije za mano, ki prihajajo, bojo verjetno vse digitalno pismene, ampak mogoče ne bojo hotele vse digitalno početi stvari. Ne? Tudi v tako skupino ljudi se moramo obregati, tisti, ki ne želijo. Jaz ne govorim samo o takih mogoče, ki so pa stari, pa trenutno ne znajo, oni, ki so se rodili pa leta 2000, bojo pa znali tudi, ko bojo 80 stari, ne? Da se zastopa. Ampak mogoče vsi ne bojo želeli in na take se je treba spomniti. Ne? Tudi čist enostavna stvar, ne? Mogoče pa za elektronsko banko, ne vem, nekomu, ki bi samo to delal, pa ga naučiš, da bo klikal te stvari, pa uporabljal ta ključek za banko, ne? Ampak, glejte, to je strošek računalnika, to je strošek tiskalnika, to je strošek priklopa na internet, to je strošek vsakomesečnega interneta, samo zaradi tega, da imaš tisti en bančni izpisek in da lahko položnice plačuješ, ne vem, za tretjino provizije, kot pa če greš na bančno okence, ne? To so stroški, v katere se mi danes ne spuščamo, ker je normalno, ne? Da ima vsak računalnik doma, ampak mogoče pa ni, ne? Mogoče pa pač ni. Jaz recimo ga sploh nimam doma. Ne? Pa bom tudi povedala, zakaj ne. Zato, ker v službi seveda urediš lahko vse stvari, ki jih rabaš, a ne sprot za posel, oziroma za te zadeve, drugače imamo pa te pametne telefone. Sam ta stvar ne printa, ne. Izpisek kle gor gledati je pa tudi nočna mora, ne. Mislim. Toliko z moje strani, no. Hvala. Jaz predlagam še kratko besedo gospodu Turku, potem pa bi počas zaključil. Mogoče bi prva sem to skomentiral. Države, ki so določene svoje storitve e-uprave določile kot obvezne, imajo najboljšo uporabo svojih storitev. Države, ki pa tega niso naredile, med njimi je tudi Slovenija, razen v tem primeru, mislim, da davkov, ne, do podjetij, e-davki, imamo pa precej slabšo uporabo storitev e-uprave. Zdaj, kaj je tista prava pot? Jaz bi rekel, da ko govorimo o končnih uporabnikih, o državljanih, o občanih, fizičnih osebah, da obstaja argument, da seveda nekdo ali nima možnosti, tak ali drugačne, se je izključen, ali pa ima zadržek, kakršenkoli averzijo do uporabe teh sodobnejših tehnologij, njemu se bi moralo tudi z vidika države omogočiti opravljanje storitev, ki jih ima z državo po klasičnih poteh. To se strinjam. Pri poslovanju s podjetji se pa ne strinjam. Podjetje, ki ne posluje elektronsko, ki ne sledi novim poslovnim modelom, zelo verjetno nima kaj delati
v tem sodobnem svetu. Že danes, še bolj v prihodnje. Tako da tukaj ne razumem argumenta, moram reči. In z vidika države je vzpostavitev oziroma vzdrževanje sem čim manj teh komunikacijskih kanalov, če seveda to se da argumentirati, bistveno učinkovitejše kot cel nabor teh kanalov. Bi pa komentiral samo še dejstvo o tej informacijski in komunikacijski zasebnosti na internetu. Kot sem rekel, zakonodaja tukaj pa kljub samo nekaj že je. In informacijska in komunikacijska zasebnost je po slovenski ustavi, mislim, da 37. in 38. člen ustave, ustavno varovana kategorija in slovenska ustava je med 3 najbolj restriktivnimi na tem področju v Evropi. Mislim, da Romunija je ena baltska država, potem smo mi 4., mislim, da je nemška ustava, ki zagotavlja oziroma zahteva, da je informacijska in komunikacijska zasebnost državljanov, da sta varovani. In na tem nivoju obstaja tudi tako imenovana e-privacy direktiva, imamo zakon o varstvu osebnih podatkov, določila o sledilnih piškotih, o nenaročeni pošti, sporočilih je vključena v zakon o elektronskih komunikacijah, se pravi, te zadeve so določene, se pravi, ne obstaja samo nalepka na poštnem nabiralniku, obstajajo tudi zakonska določila, ki določajo, kako se lahko zavrne nenaročena elektronska pošta, kako se lahko prepove, da vam določen prodajalec oziroma spletno mesto, ki ga obiščete, da sledi vašemu browsanju po internetu in tako naprej. Na mizi imamo pa, kot sem že prej rekel, nov predlog e-privacy uredbe, ki bo neposredno izvršljiva v Sloveniji, ki pa dosedanja določila širi tudi na tako imenovane OTT storitve, med katerimi je pa tudi to neposredno sporočanje, instant messaging, kamor sodi na koncu tudi Facebook, Twitter, WhatsApp in podobni. Se pravi, da tukaj bo zakonodajalec tekom letošnjega leta oziroma v prihodnjem letu kljub samo prišel na ravni EU-ja do neke harmonizirane rešitve, ki bodo pa potrošnikom zagotovile več zasebnosti na internetu in tiste pomisleke, o katerih se je tukaj govorilo, tistih pomislekov bo v prihodnje upajmo manj, kot jih je danes. Lahko samo odgovorim na tole, prosim? Zelo nakratko bom odgovorila. Glede piškotkov bi rekla tako, sej super, da neka pravila so, ampak v praksi ne delujejo najboljš, ker ko ti klikneš, ne želim, da me spremljajo piškotki, ti napiše, ogled spletne strani ni možen. Nekateri to dejansko imajo. Glede tega, da bi pa mogla podjetja nujno uporabljati internet in da so v drugačnem primeru, kako ne rečem, konkurenčna in nimajo kaj delati na tem trgu, moram reči, da se meni osebno zdi, pa verjetno še komu, da je elektrika prinesla bistveno večjo revolucijo v področje industrije in pa področje poslovanja gospodarstva, pa ne vidim nikjer nobenega predpisa, ki bi rekel, da podjetje ne more obstajati, če ne nuca elektrike. Nikoli ga ni bilo in tudi ne obstaja. Jaz ne pravim, da vsi elektrike ne uporabljajo, ampak nikoli, nikjer ni bilo siljenja v to, da morajo elektriko začeti uporabljati. In da jo morajo. In danes ni pravila na slovenskem trgu, da ne moreš registrirati podjetja, če ne boš uporabljal elektrike. Je pa pravilo, da ne moreš poslovati, če ne boš imel digitalnega potrdila in komuniciral določenih stvari z državo. Lahko imate posrednik. Glejte, ne gre za to, če jaz želim svoj posel, upravljati sama, želim, da se pač to dogaja na način, kot jaz hočem, ne pa da moram še posrednika plačati za to, pa ne mi ga pa država plača. Zakaj bi bila jaz v deprivilegiranem položaju? Še gospod Osvald, na hitro. Mogoče 2 stvari. V Avstriji je pred leti en uporabnik dejansko bil v sporu z banko, to se mi zdi vredno povedati, ker je moja banka prevalila mesečno, mislim, da 7 ali 8 evrov za poštnino, ker je vztrajal na pisnih izpiskih. In on je potem skozi neke institucije, ki pač niso 20 let, kot pa nas tukaj, mislim, da v 5 ali 7 letih dobil tožbo in dejansko mu država oziroma banka ni smela poslabšati poslovanje. Se pravi, brezplačno. Mogoče pa eno zanimivost, anekdoto glede varovanja podatkov v Ameriki je pastor, to je resnična zgodba. Pastor, zelo konzervativen, 3 hčere, 12, 13, 14 let stare.
in on enkrat dobi, govorim zelo konzervativen pastor, on enkrat dobi tak katalog z otroško opremo oziroma za novorojenčke. In je sve on znorel, ne, odkot zdaj njemu to pošilja, njemu, ki je taka PP družina, ne, konzervativna mlade hčerke. Kaj se je zgodilo, ne? Da je hčerka, ta mlajša, ne, klikala stvari, pa skuki in tako naprej in ti podatki se odzadaj zbirajo. In kaj je ona klikala? Otroško opremo. Te stvari se prodajajo, ne, in nekdo potem na koncu to zbere in pošlje katalog z otroško opremo na tisti naslov. Ne. Tako stvari potekajo odzadaj, ne. To ni za nekaj izmišljena zgodba, to je bilo v delu zapisano pred leti in tako stvari potekajo. In meni je zelo všeč, da smo se zbrali tukaj. Jaz gledam, da je Pošlji mi pismo ena zelo pozitivna iniciativa in tako upam, da bomo vsi nekaj pozitivnega od tega odnesli. Hvala lepa, hvala tudi vsem za sodelovanje. Mogoče samo eno misel za konec. Mislim, da se vsi strinjamo z osnovnim demokratičnim načelom, da imamo pravico do izbire. In smo vsi verjetno na načelu, da ne diskriminiramo nikogar od skupin, da ne diskriminiramo načina področji in da ne diskriminiramo tudi panog. Najboljš, ko bomo v sozvočju delovali, to bo najboljš. Tu hočem apelirati tudi na to, da sem sam v svojem življenju večkrat videl, ko je kdo iz papirne industrije diskriminiral IT, to je pa tako. In na kontra, kar se v zadnjem času tudi predvsej dogaja, tudi na to, da papir pa recimo okoljsko več onesnažuje pa tako naprej. Skratka, dajmo delati skupaj tako, da bomo čim hitreje napredovali, a pa da hkrati ne bomo nikogar in ničesar diskriminirali. Hvala lepa vsem za sodelovanje.